Spoštovane današnje gosti, spoštovani gost, spoštovana doktorica Irena Mislej, spoštovani dr. Miklavž Komelj in današnja moderatorka, ki nadomešča urednico te knjige, gospa Nada Šumi. Dovolite, da se na tem mestu seveda zahvalim za izjemno lepo izpeljano uredniško delo, tudi Miljani Cunka, ki je knjigo uredila in danes žal ni z nami. Vsekakor pa se moram zahvaliti tudi vsem vam, obiskovalke in obiskovalci, ki ste danes kljub takemu vremenu prišli. Verjamem, da se je splačalo priti v ta čudovit ambient, ki je galerija sama po sebi. Galerija govoriti o Pilonu, slikarju, umetniku, med slikami naših predsednikov v zgodovinski hiši Slovenske matice, govoriti o tistih trenutkih slovenske umetnosti, ki prekoračujejo meje naše domovine in seveda postajajo, ko slovenska umetnost postaja mednarodno pomembna, svetovno pomembna umetnost. Danes bom takoj predala besedo, ker verjamem, da bodo veliko bolje od mene govorili današnji gostje. Tako da, gospa Nada Šumi, izvolite. Hvala lepa. Tukaj nekaj umetnostnih zgodovinarjev, ampak ne bo to čist umetnostno-zgodovinski večer, aj prav. Ampak umetniški večer. Ker se nam je tudi družil takole z velikimi slikami Pilon, se zahvaljujem Ignaciji, ki je za to poskrbela. In bi najprej rada povedala, da sem vesela, tudi jaz zelo, da je Matica izdala tako čudovito knjigo. Tisti, ki ste jo pogledali, res nisem, to se je za priklon v tej knjigi. Bi pa rada povedala tudi mogoče historiat, že dolg, mogoče se kdo vpraša. Na robu je, torej njegova avtobiografija je tukaj šla, leta 65. In se potem kdo vpraša, zakaj pa zdaj še ena knjiga o Pilonu. Ampak se bo, mislim, izkazalo, da kdo to knjigo vzel v roko, da je to več kot smiselno. Zakaj pa ta knjiga nastala? Ta ideja se je porodila že v času predprejšnjega predsednika, profesorja Jože Mahniča. On si je zamislil, da mora pri Matici biti 4 ekspresionisti. Se pravi Jakac, France Kralj, Tone Kralj in Pilon. Tako da ta ideja je že od takrat. No in torej, Jakac se je uresničil z disertacijo, ki je bila zapisana prirejena in je tukaj išla Mička Komelja, mladi Jakac. Uresničila se je tudi ideja o Francetu Kralju, ki je tudi disertacija, torej Igorja Kranca. Ni se pa uresničila na Matici ideja, da bi prišel Tone Kralj. Sicer je, upam, da to lahko povem, zelo si prizadeval predsednik Jože Mahnič, da bi to napisal Miček Komelj, ampak on se ni nekako čutil, da bi hodil po terenu in te stvari, ko je že ravno nehal s profesuro, zdaj pa da bi še se kot en mlad človek spravil na teren. Nekako, čeprav je treba vedeti, da del, to se pravi poimenovanja, da bi sploh vedeli, katere slike so Toneta Kralja, ne bi bilo, če ne bi bilo Mička, celo rečem brez primka. No, zaradi tega, ker ko se je on ukvarjal s slovenskim impresionizmom, ki je razstavo pripravil v Moderni galeriji, takrat je obiskal Toneta Kralja, ki mu je pač, a takrat ali že prej, nekaj kimaš? Tonet Kralj že mrtev, 6 let, ne? No, tako. Ja, no pa že prej. Ja, no, tako. On je šel v Kostanjevco in on mu je zaupal, katere, ona dva sta namreč
nista podpisala ali pa nista hotela dati vedeti, čigava je vrata kralja, čigava je slika, ali je od Franceta ali od Toneta, nekako ugibajte ljudje, ne. In Milčko je pa potem on zaupal, tako da so stvari po njegovi zaslugi evidentirane. No. Identificiral je vse. No, vse. Tudi naslov je bi pa se mi vedelo, katera slika je on preko tako mlado Bavkatič, naprimer, za zvezdo takih stvari je bilo, pa sem pa s kolegom posredno, ki je bilo te zmešnjave. To so velike zasluge, se pravi, vendarle si malo ustregel, ker pekla ga je seveda vest, da profesor Mahnič ni ustregel, ne. Ja, slabo vesem je, prav nekaj sam nisem za avtorja, ne bi jih vprašal, ne. Jaz pa po terenu, ne. Ampak je še boljš, ker zdaj vprašaj stikam, zdaj je pa... Prosim, povej. Sem kralju sintetično že takaj napisal. Jaz sem si pa mislil, če taka knjiga so želeli, da bi moral poznati te njegove poslikave, ki jih je 40, poslov so podobne in tako naprej, ne, to vsem ga bi videl, ne. No je pa medtem pa bistvo teh poslikav pa v tem vsaj poznejših, ne, ta nota slovenska, se zavzemal, da bi slovenstvo podali, slovenski slog, predvsem je pa Hitlerja in tako naprej sliko, ne. No in tega se je pa lotil zgodovinar Egon Pelkan, ki pozna in je odkril arhive, ker kralj sem je stavk napisal, da so ga na delo poklicale organizacije, ne. Da se zdaj bilo, govorimo, ne, tajne, on je pa resko v arhivu, da je bila to organizirana akcija, da je Anton Korošec podpiral in podobno. In je to tako, se je skazalo kot tako izjemna stvar, da je zdaj v Ameriki še ta knjiga, mi je poslal, ker naj bi s tem nacionalno mejo zaznamoval in to naj bi bilo v svetovnem primeru pogledu edinstveno. In to je zato bistveno, in to res brez tega zgodovinskega pogleda bi bilo tudi nesmiselno te slike popisovati na tukaj, ne, tako da je kralj zdaj tam dragocena knjiga nastala, ne, z tega vidika. No. Pilon je bil pa zastavljen v času predsednika Milčka Komelja, ki je tole zaupal Miklavžu Komelju, ampak Miklavž je rekel, sam pa tega ne bom delal, ker je ena velika poznavalka Pilona in sta se potem dogovorila, da bosta delala pa skupaj in mislim, da sijajna sinteza vajnega znanja in vsega. No. Kot sem rekla, no, bi rada, da predvsem, da tole zastavimo kot umetniški večer. Zato bomo malo pogledali slike. Rada bi samo čisto na kratko, čeprav vem, da se poznamo, ampak mogoče je prav, da vam predstavim, ne. To se pravi, avtor tega besedila, študijskega eseja, upam, da nekaj tako je pravilno poimenovanje, od roba do roba, izbor teh pesmi, Pilonovih je delo Miklavža Komelja, oris življenjske poti, je pa delo Irene Misle. In izbor publicističnih tekstov. Ja. No, ampak da tako, torej, Miklavž je, vemo, ne, pesnik, ki že v roki drži čašo nesmrtnosti, ne. Pa ne samo pesnik, ampak tudi prevajalec, urednik, slikar, kaj ne še rečem, umetnostni zgodovinar, zaslužen za Posavela, zaslužen za vrsto teh slovenskih pesnikov, Gorjana, Zlobca, ki jih je pisateljev, no, ki jih je predstavil njihovo delo v knjigah. Ne. Potem prevajalec iz Pesoje, iz italijanščine, španščine, razne stvari, polno enih zanimivih prevodov, no pa tudi avtor 13 pesniških zbir, pa eno otroško, pa romana Pokrime sneg, ki je tukaj, Skrime sneg, ki je tukaj šel. Tako da, pa potem tudi praktično dobil vse umetniške nagrade, Jenkovo Veronikino, nagrado Prešernovega sklada, pa tudi nagrado za znanost, zlati znak ZRC, ne, tako da imamo oboje skupaj, ne. No, Irena, ki je prišla sem, to je bil en velik dogodek, jaz se tega še spominjala, ne.
ki smo približno. Ja, Nada je bila moja prva lektorica španščine, iz španščine v slovenščine, ker Bogareva je že pretrpela svoje, že sredi 80-ih. Ja, samo to, ko je ona prišla, kot veste, ne pač ravno tako biva v zvezdi dveh svetov še zdaj, ne, tako kot je knjigi naslov, ne. Ona je bila tukaj pravzaprav en velik dogodek, ker vsaj v tistih časih, ko si ti prišla sem, je bilo v zraku, da kako je dragoceno, da smo Slovenci enotno narodno telo, da naj se ne govori o zamejcih, da naj se ne govori o izseljencih. Ne? In ona je pravzaprav prinesla eno bistveno injekcijo v ta prostor. Ja, meni se zdi nekaj tako dragocenega in je predstavila umetnike, znanstvenike iz Južne Amerike, Avstralije, Kanade, ne, in tukaj in doktorirala, torej najprej povem, kaj si pa ti vse študirala. Študirala novinarstvo, radiofonijo, umetnostno zgodovino, to že v Argentini. Potem, ko je bila šolana v osnovni šoli v angleščini in španščini, zato povem, da je poliglotka, ne? Taka naravna poliglotka že od rojstva. In potem klasično gimnazijo tudi v Buenos Airesu, potem pa, ko je bil ta krvav režim, je enostavno pustila svet tam za seboj in je se odločila tamkajšnje Slovence prinesti v slovensko zavest. In tako da ta tvoja življenjska avantura je zelo koristna tudi za Slovence. Ja, pravzaprav hvaležna moram biti profesorju Nacetu Šumiju, ki mi je on dal možnosti, da bi vse to delala in raziskovala. Tako da smo tesno povezani, kot vidite. Ja. Skoraj družina. Ja, res. Ja. No, tako da nagrajenka Martina Severja, ne? Ja, Si že pozabila? z nagradami ne ukvarjam. No, dobro. V glavnem polno, Obama ta seveda neke zavidljive bibliografije, ne? Tako da mislim, tudi so. No, in upam, da nisem česa bistvenega pozabila, se v glavnem tako poznajo samo. To sem pa res hotela podati. Torej, tudi doktorat je bil iz slovenska kultura v izseljenstvu. Iz slovenskih arhitektov Ja. v Buenos Aires. Ja, in kultura, ne? Ja, in kultura. Ja, oboje. In, no, mislim, da pravim, to je bila neka posebna stvar. No, in potem pa še moramo reči, da je pa seveda urednica, ne, ker knjiga je tako, ona dva sta prispevala čudovito gradivo, ne. Kot sem rekla, ta je uvodna študija. Irena, ko opisuje življenje Vena Pilona, že 1000-krat na različne načine in 1000-krat dopolnjeno z ne vem koliko podatki in tako, in z eno strastjo, kako bi rekla, in tudi z eno identifikacijo, kako se počutiš mu sorodna, pa tudi res je daljna sorodnica Pilonova, ne, se to največ veste vsi. In tako da to je prav ena taka posebna veselje, no. In no, to hočem reči, gradivo je bilo perfektno, ta študija Miklavževa, jaz sem jo kala pri njej, pa ne zaradi kakšnih sorodstvenih razlogov, ampak zaradi tega, ker je Pilon tukaj tako, kako bi rekla, pa ne njegova usoda, to sploh ni njegov duhovni profil, njegova umetnost, vse skupaj v enem, ne, čeprav je že toliko besedil in vsega, da je tukaj nekaj popolnoma novega. In nekako on seveda kot pesnik in kot sam slikar, ne, on vsak dan slika, ne, ni tako, ni študiral slikarstva, ampak on res vsak dan slika, ne. In ima seveda neko drugačno razumevanje in gledanje in tako da
Bi si me prekinil. Ne. Ja, da ne smem se pohvaliti. No, dosti v redu. No, hočem reči, da to sem zaradi tega zdaj tako nastavila. Potem Irena seveda zbrala, kot smo rekli, ene zelo fine stvari iz Pilonove publicistike. Jo, če pomislim, recimo meni, ki pač tega nisem poznala, ko piše v bolševiški umetnosti, kako jo hvalim, kakšen pedagog se izkaže, ne? Prav, mislim, vse, kar si izbrala, res fantastično, no? Ampak, kot vsi vemo, ne, gradivo je lahko sijajno. Če ni dobrega urednika, to ni nič. Ta knjiga ima ne vem, ves čas eno srečno roko, kjer jo je uredila pesnica, magistrica Miljana Cunta, vitezinja poezija, ne, letošnja in sploh vitezinja. In to s takim občutkom, vse do tega, to ste najbolj skupaj zbirali, sicer tako, katere slike, ampak kako si sledijo, kako se vstopi v knjigo, to pa je nekaj posebnega, no? Se mi zdi, da je to z enim takim čutom, kater papir je izbran, kakšna naslovnica, ta slika naslovna, to je bolj zgodnji portret, ne? To si ti predlagala? Mislim, da smo skupaj. Zdaj skupaj se odločili, ne? Ker je to Oblikovalka, dosti nenavaden, no? Najmanj znan avtor. Vse zato. To je del donacije Janeza Mesisnela Pilonovi galeriji pred nekaj leti. To pomeni, je bil malokrat pravzaprav prikaz. Ja, no pa čez zame bilo nekaj novega. Ja, je res, je. No. Tako da mislim, da je res, da sta tudi vidva, ki sta že knjigo videla, zadovoljna, kakšna knjiga je nastala. No, ampak kot smo rekli, da bomo zdaj pa se počutili, da smo pač, da gre za umetnost, a ne? Bomo začeli, čeprav je to čisto na koncu knjige, ampak se to je vseeno, s poezijo. In bom Miklavža prosila, če lahko prebereš nekaj pesmi Pilonovih. 5. Med dvema. Po tej pesmi je tudi naslov knjige. Zagledal sem se sredi dveh ozvezdij. Devico videl sem, ki je že bledela, in tehtnico, ki ni še zadrhtela. Ko stoletje ni bilo še dovršeno, a novo ni še bilo porojeno, ko stari vek prosvete in razuma pripravi potje tehnike izuma. Ustvarila me je spojitev dveh krvi, rodila me je mati revna, verna, zdojila me je židovka neverna. Ko je poletje že uvelo cvetje, ko v jeseni vino še ni vzkipelo, ko slavčevo utihnilo je petje in je na poti ptic selil k krdelu. Mladost sem živel na križpotju dveh svetov, na vzhodu videl plamen sem oktobra, z zapada gledam zdaj njegov napad. Od prepleta dveh v meni vse kriči. Še ena pesem, ki jo je napisal v dvojezično, obstajata slovenska in francoska verzija, ker intenzivnega pisanja poezije se je pravzaprav lotil najprej v francoščini, po drugi svetovni vojni, potem je neko obdobje predvsem intenzivno pisal tudi v slovenščini. In spet ista tema. Dve vrsti krvi pretakata se v meni, dve krvi različni. Kri, ki v žile mi vljuje oče, človek skromen in dober kot kruh, ki ga s težko roko je zmesil lepo obliko, ki ljubuje delo, ljubuje rad, s fanti, rad pil vino in z njimi prepeval, ter rad odganjal skrbi na jutrišnji dan. To je latinska kri mojega očeta in kri matere moje, žene preproste, žene vdane, ki nikdar ni vedela, kaj je veselje, matere dobre in skrbne, z visokim, a trpko nagubanim čelem,
žene, trudno idoče skozi življenje, v svojo vero zaprta in v senco onkraj neba. To je slovenska kri matere moje. In vendar, roditelja moja sta se rada imela v ljubezni preprostica zvesto živela, kljub krvi tako si nasprotni in govorici še manj sorodni, ste se razumela, kot človek razume človeka. Dve vrsti krvi se borita v meni, življenja opojnost in njegova grenkost. V tej notranji borbi se sila ljubi, a vsaka iskra, ki se mi vžiga, me obnavlja, me dviga. Metro 1950. Prva. Temni mož se razgovarja s tovariši, ki se vračajo z dela. Temni mož izvleče žepni robec, ga odvije in pokaže aparat umetnih zob, ki ga je ta dan drago plačal. Nato zazijane široko vloži aparat na brezzobo čeljust in reče: zdaj se pa zasmejem, kakor nikdar prej. Njegov obraz se pa spači, ker se ne zna več smejati. In druga, v metroju sedi človek, brez družbe, najbrž brez dela, ves bled. Izvleče iz svoje cule velik kos mesa, surovega krvavega mesa, ki ga je pobral, ker je bil odveč. Bledi mož ugrizne v krvavo meso in ga trže, kakor divja zver. Ko požre zadnji kos mesa, potniki obledijo, on pa postane ves rdeč. Še ena, če najbolj taka žalostna pesem. Vse sem v sebi ugasnil, kar mi je nekdaj svetilo. Duha sem v temo pahnil, da telo bi se sprostilo. Ubil sem glas notranji, ki mi je včasih v srcu pel, da odmev bi čul v nani, v molku uporni sem se del. V temo, v molk tesno zavit, nisem videl v duši dvoma, nisem slišal v srcu zloma. Tebe bi pa prosila, Irene, če bi pa ti mogoče en delček njegove proze prebrala. Sem označila, kje se mi zdi, da bi bilo za to. Čak počala. Tukaj. Skozi temo spominov sem pristoplical med šolske klopi, kjer sem si brez truda prisvojil same enojke in v spričevalu, le za 1 uro odsotnosti, ki sem si jo samovoljno privoščil za pohajanje, sem se moral zvečer narediti res bolnega, da me je mati mogla opravičiti pred šolskim zakonom. Ko je učiteljica Legovič napisala na tablo Biba leze polž gre, sem se seznanil s prozo in se smejal, bi, pa ne vem zakaj. Vem pa, zakaj sem v 1. razredu uščipnil v zadnjo plat učiteljico, s tem sem hotel dokazati svojim porednim tovarišem, da nisem vedno tako priden, kako mi opravljajo. Učiteljci pa je moja predrznost najbrž ugajala, ker me ni hotela na mojo žalost kaznovati. Ali sem že v 1. razredih risal ali nisem, nimam nobenih dokazov. Zato tudi nimam povoda za pisanje že v zgodnji mladosti. Gotovo pa je, da sem razen poslikanih listov božičnih jaslic rad gledal tudi posvetne podobe, pozneje posebno take, ki bi jih še ne bi smel videti. Zaradi umetnosti v narekovajih nisem se še garbančev čela do 10. leta, čeravno sem nastopil na gledališki predstavi, ki smo jo šolarčki v lastni režiji priredili v grajskem kurniku. Da, tudi pel sem v otroški skupini cerkvenega zbora,
dokler niso ta veliki pevci zaradi nas mulcev štrajkali in me z mehom potisnili za orgle. Medtem sem rastel, pa ne prehitro, kar sem pozneje zelo obžaloval, posebno pred dekleti. Doma sem skladal polena, vozil vodo iz daljnega Hubla, raznašal koš v kruh v sosednje vasi, v presledkih pa v očetovi botegi jedel piškote in napolitane. V prikradenem času sem z gustelnom Lulikom prav rad pobiral konjske fige po placu in po sodranih cestah, zlasti ob poletnih manevrih kavalerije. Na splošno sem se pa vedel dobro in resno. Mati me je pogostoma pošiljala po očeta v ošterijo, kjer sem ga moral potrpežljivo čakati, da je odigral še eno briškolo, še zadnji trešet in še enega nikdar zadnjega. Mati pa je medtem iskala Trošta, saj Trošt je bilo njeno družinsko ime, v cerkvi. Hvala. Je bilo to del izpita. Veš kaj, vidi se, kako zelo si ti prežeta s Pilonom, ker znaš to na pamet, ne? Priznaj. Ne znam na pamet, pa ko sem pisala, če že to pojasnim, zelo težko je napisati biografijo nekoga, ki je sam napisal tako sočne spomine, kot so na robu. Tako da nisem imela lahke naloge, sem izbrala to pot. Sem v glavnem ni enega citata iz te knjige v mojem tekstu, sem pa v glavnem črpala iz korešpondence oziroma iz pripovedovanja drugih. To pomeni, na nek način sem poglobila te spomine, ker ko človek piše spomine, nehote olepša ali preskakuje določene stvari. In Pilon je tudi to počel. Pilon o svojih brodolomih življenjskih ni pisal v spominih, razen mimogrede. Ampak ti brodolomi, jih je bilo več, ki so bili zelo hudi. Tako da mislim, da je pač v tem moja naloga je bila, da bi na nek način nadaljevala to, kar je on sam počel. Sem pa v svojem tekstu biografijo sem razdelila na dva dela. Prvi del se imenuje Menigo, to je ime, ljubkovalno ime njegovega očeta, Domenico Pilon, Furlan, ki je prišel kot hlapec v Pavsko dolino. Drugi del njegovega življenja se imenuje Anne-Marie. To je Anne-Marie Bichat, njegova žena. In Pilon je prvi del življenja res potekalo v znamenju tega očeta. Od očeta je podedoval podjetnost, radoživost, je podedoval veselje do življenja, kar on sam prizna, od matere pa trpečnost, pa poglobljenost in tako naprej. Ampak Anne-Marie ni bila v slovenski strokovni literaturi vedno zelo lepo obravnavana. Ali so jo ignorirali, ali so ji celo pripisali, da Pilon ni več slikal zaradi žene, po domače povedano. Anne-Marie je bila visoko izobražena profesorica angleščine in angleške književnosti z magisterijem v Združenih državah Amerike, bila je pianistka, govorila je več jezikov, tudi italijanščino zelo dobro, bila oper, dekle pri eni beneški plemiški družini. In pravzaprav je bila sidro v Pilonovem drugem delu življenja. Tisti rek slovenski, ki je tako slikovit, da žena, dobra žena, podpira 3 vogale doma, torej za Anne-Marie velja, da velikokrat je podpirala tudi 4. Tako da
brez skrbi gre njej zaslugi. Anne-Marie nas je tudi dobro poznala Slovenci. Anne-Marie je prvič prišla kot mlado poročena žena leta 35, ampak leta 54, ki se danes zjutraj pretipkala, to je majhen, kratek članek, so prišli na obisk, na dopust pravzaprav. In je bila naprošena strani novinarja neimenovanega in je napisala kratek tekst za tovariš. O Sloveniji, o Slovenci. Kjer je bila zelo lepo sprejeta. Imenitno napisano, ljubeznivo, ampak tudi kritično, ker se del tega teksta se ukvarja z ženskimi vprašanji. Tako da bo to zelo zanimivo. Nisi nič prinesla s seboj? Nisem prinesla s seboj, zato ker sem drvela, ampak ga mislim objaviti, ker se mi zdi, da je imeniten tekst. To pomeni, bila je izobražena ženska. Je sicer morala imeti humor, ker življenje ob pilonu ni bilo lahko in je enkrat svojemu sinu Dominiku, njemu se je treba res zahvaliti za skrb nad pilonovo dediščino, traja ves čas. Enkrat je povedala njemu v humornem razgovoru, da ko se je poročila leta 1934 z italijanskim slikarjem, na kar se je takoj ugotovilo, da prvo ni Italijan, drugič ne slika več. Torej, zadeva je bila še to, kar je novost v tem tekstu, je tudi, ker že govorimo o Mišarjih, to je bila ena meščanska rodbina iz province, zelo solidna, visoko izobražena. In ko je tast in tašča sprejela tega italijanskega slikarja, ki je pa prišel zelo lepo oblečen, prositi za roko, ga je tašča prosila za reference. O čem? Honorabilite. Ali je časten človek ali ne. In je bilo zelo zvito, brihtno, dal naslov svojega prijatelja dr. Danila Lokarja, zdravnika. Tast je bil lekarnar, najbrž je tehto. In dejansko je gospa, ki se je podpisala Madame Louis Guichard, z možnim imenom in priimkom, mu je napisala pismo. In Lokar se je potrudil, da je odgovoril v francoščini, ki je ni obvladal. Pilon ga pohvali celo, v zahvalnem pismu ga pohvali, da se je res trudil, ker so ga sprejeli. Žal pa tudi dr. Lokar ni bil navdušen nad idejo, da se Pilon poroči s tujko. Zapletena zadeva. Vsekakor Pilon je tak človek bil in umetnik, in pisec, in pesnik, in vsega, da bi se dalo o njemu pisati še pa, cel roman. Ja, sem ravno te hotela to izvati in te vprašati, a si ti tista bodoča romanopiska? Ne. Ker ti si že tolikrat to v intervjujih omenila, kako je on romaneskni junak. Hkrati si pa zbrala toliko enega gradiva, da te imam na sumu, da povem. Ne, jaz moram to pojasniti, zakaj je Pilon sploh pomemben v mojem življenju. No. Torej, prvič se za Pilona slišala od svoje mame v Argentini, leta 70, ko mi prinese rodno grudo, revijo za izseljence in mi pokaže članek na 2 straneh, ker Pilon dobil takrat Prešernovo nagrado. Je bil tista karikatura Boruta Pečarja zraven in je bil to
odlomek iz enega zanimivega intervjuja, Primož Žagar ga je spraševal, povzročil cel hudič, ker pilot se naslednji dan premislil, je hotel nazaj in tako naprej. Brez skrbi, ampak mama mi to pokaže in mi pravi, veš, sva v sorodu z njegovo mamo. Moja mama se je tudi pisala Trošt in dejansko je iz iste rodbine, iz Podravja. In še to dodala, jaz sem videla njegove slike. Moja mama je kmečko dekle, ki je šla služiti pri 16 v svetu, ampak zadnji njen naslov je bil v Trstu. In v Trstu leta 1929 je odšla v Argentino. Ampak leto prej je Pilon razstavljal v Trstu, tisti sindikalni razstavi, in je mama videla njegove slike. Ker po rodbinski tradiciji je bil to sorod. Tako da jaz, ko sem prišla v Slovenijo, sem že vedela, kdo je Pilon, potem sem se tukaj pozanimala, vendar. Pilon je bil potem usoden zame, torej menda obisk Pilonove galerije je bil usoden. Osebno in strokovno, tako da se ga ne morem znebiti. Ja, pa mislim, da se ga tudi ne bi zelo rada. To bomo videli, če bo pomagal. No, jaz sem pa zelo vesela, da je Miklavž s tem svojo detektivsko žilico našel toliko teh pesmi. Ker ti pesmi ga pokažejo drugačne. Tukaj je on krvavo pošten, se razgalil. Je pa zanimivo, zakaj pesmi, zato ker je začel prevajati, tam je pa not padlo. Ampak se mi zdi, da je novost te knjige prav v teh pesmi. Da bomo na Pilona gledali odslej drugače. Je pa kompleksen, je karakter. No, pa bi pa mogoče, torej ti tako sjajno govoriš o njegovem življenju, pa tudi v intervjujih sem videla, da te zanima pač duhovni profil, psihološki profil te zanima. Tako da nadaljuj. Ampak Miklavža bi pa rada vprašala to, kako ti sodiš, oziroma čist kot recimo pesnik in pač poznavalc poezije, njegovo poezijo. Pa koliko je te poezije ohranjene? Ja, najprej bi mogoče glede ravno tega, kar smo prej še rekli, glede romaneskenosti pa to, je dejansko to. Kliče potem po drugi strani seveda pri Pilonu, ravno to, ker je najboljše literarno delo sam, napisal je tukaj, sem bil recimo tudi jaz svoje strani pri pisanju tega v podobnem pravzaprav razmerju do tega, ker sem se pa sicer nisem šel tukaj pač v biografijo, ampak me je pa od vsega najbolj zanimivo pravzaprav nekaj, česar se tudi on loteva in zelo dobro v tej knjigi, ta duhovni profil, ta pravzaprav njegova tudi neulovljivost, ki gre skozi različna območja. In prek tega je tudi seveda poezijo treba brati v tem širšem kontekstu. Pilon je pravzaprav človek, ki besedna igra zlasti, ves čas zanj pomembna, tudi že v zgodnem obdobju. Ampak on je pravzaprav človek, ki se loti zelo različnih stvari in ga potem krajše ali daljše obdobje zelo obsedejo, pa se jih potem skoraj loči od njih. In ko sam, in seveda v umetnostni zgodovini slovenski in tudi širši, sta pač vrhunsko ovrednoteni njegovo slikarstvo, ampak zlasti slikarstvo v teh 20 let, ki nastaja nekaj let intenzivnih, to je človek, ki je recimo en najboljša slikarska dela naredil v stiku s konkretnostjo, recimo ljudi, ki so mu res pomenili. Ni bil zdaj človek, ki bi, ne vem, štancal te portrete, ampak je naredil portrete ključnih ljudi. Ko jih je naredil, je bilo to povedano. In potem ima zelo zgodaj v bistvu eno pokrajino, isto. In potem on ves čas goji besedo zraven slikarstva. Skratka, ampak
v 20 letih se uveljavil zlasti kot publicist, že prej, s tem člankom o bolševikov, ko se vrne iz Sovjetske zveze. Skratka, pisanje je zanj pravzaprav ves čas izjemno pomembno in je tudi recimo v 20 letih on velja kot intelektualec, kot en tak filozof, kot intelektualističnega človeka ga imajo, čeprav se v svoji biografiji potrudi pravzaprav, da bi se obratno prikazal, ljudski, ampak je to tudi že neka, mislim, na nek način je zelo ljudski, na nek način je pa to zavestna stilizacija, tako kot se tudi je sve ta robatost, rustikalnost teh portretov, že neka zavestna stilizacija, če primerjamo njegova zgodnejša dela. In skratka, vrhunsko sta ovrednotena slikarstvo in fotografija, kasneje šele njegov fotografski opus prišel v pravi center, ko je tudi pač sam medij fotografije, nekako v umetnostni zgodovini bolj v center prišel, in ravno z nekaj spet fotografijami, pravzaprav malim številom iz tega ogromnega fotografskega opusa, je seveda ne samo v vrhu slovenske fotografije redek stik fotografije in sploh umetnosti slovenskega avtorja z nadrealizmom, recimo, par fotografij gre čisto v ta kontekst in je bil tudi tako percipiran, recimo, on piše tukaj spet stik s poezijo, v tem času on eno svojo razstavo imenuje fotopoem, fotopesmi in recimo ob eni njegovi fotografiji piše, da je velja zraven svojo pesem prilepo, zdaj ne vemo, a to pomeni, da je, ne vem, napisal ali neko staro pesem svojo dal zraven, ampak vsekakor, ampak on seveda ni potem iskal stika s Eliarjem, to je spet značilno, on je ogromno enih stikov, tudi v teh literarnih krogih, pravzaprav tako mimo glede omenil, kakšnem pismu, biografiji se v bistvu čudimo, tudi pesnike, Emilija Zdaneviča, recimo, velikega avantgardnega pesnika, se vidi, da ga je poznal, glavnih avantgardistov, pesnika Zauma, skupaj s Klednikovom, Kročonikom, ampak to samo tako mimo grede omeni, pač Zdaneviča sem poznal, ampak tako človek, ki se ni silil v spredje. In potem po drugi svetovni vojni doživlja pravzaprav spet enega od brodolomov, ene od hudih notranjih kriz in on, da če razumemo to vlogo pisanja izvirne poezije in prevajanja, v njegovem opusu je zelo bistveno iztočnico nam da tukaj na robu, kjer on piše o tem, kako je on pravzaprav hotel narediti samomor, potem, ko se je vrnil iz tega kratkega bivanja v Sloveniji, v Jugoslaviji, skratka... In tako kratkega. No, kratkega. Je bil problem. Leta, ja, pač. In je imel hude potem pač probleme tudi z bivališčem, z ženo. Žena je takrat tudi tak malo nenavaden odnos, ni se javil dolgo časa, skratka eno tako specifično, zelo... On je bil zelo specifičen človek, potem pač opisuje... Miklaš me je zelo specifičen, kaj je rekli na robe. Je tako, da točno, kar si rekel, bilo se je ogreval za stvari, strastno, nekaj časa je posvetil tisti stvari, pač vso pozornost, potem hitro na neko drugo področje. Tako, ja. In to je delo celo življenje. Torej praktično in duhovno in tudi umetniško je tako delal. To pomeni, da ta človek ni bil vedno stabilen. Kaj se je z njim zgodilo? Njemu je zelo ugajalo, ko je po snemanju celovečerca na svoji zemlji prišel v Ljubljano in bil sprejet v tisto zlato skupino intelektualcev, ki so do poznih ur zjutraj, buteljke spraznili, tisto mu je ugajalo. V Parizu je imel pa ženo in otroka in ta fant je imel 11 let. To pomeni Dominique Pinon, pred leti, isto v Premovu, je posneto, oddaji na Podobe, je priznal, da je on bil prepričan, da očeta več ne bo. To pomeni kar kruta zadeva. Ko se pa vendar odloči, da gre nazaj k družini, seveda on je odšel iz Francije kot italijanski državljan, zdaj se vrača
kot jugoslovanskega, vmes je bilo informbiroju, partijska, komunistična partija v Franciji je bila del vlade, to pomeni, so bili za Stalina, tako da tega čudnega človeka, ki se zdaj pojavi spet, češ da pride nazaj, tako da so ga aretirali in je bil tik pred izgonom. Bi ga ženili, ne glede na to, da ima družino. Na koncu je Anne-Marie pravzaprav vse možne veze in prijatelje in znance vpregla v to, da so ga pustili, je pa izgubil stalno bivališče. To je od leta 28. leta in se je priselil tja kot italijanski državljan, ampak je dobil stalno bivališče. Tokrat ga je moral obnavljati vsakokrat do konca. In tega ni povedal, praktično nobenemu, največ ga je bilo tudi malo sram. To, da je mislil na samomor in če pomislite, če berete narobe, pomislite, kakšen je bil Radoživ, da ta človek prizna, da je mislil na samomor, je huda reč. In to prizna v pismu Borisu Pahorju. Ampak a ni to najbolj Samo značilno? A ni to najbolj značilno? Da je Pahor seveda ga je poznal, ni narobo, da je samomor. Mislim, da meni. Borisu Pahorju natančno, To pa je. natančno pove, kaj in kako in z vsemi temi papirji bilo. Največ je imel največje zaupanje v Pahorja, ki ga je poznal, odkar je Pahor prišel iz taborišča v Pariz. Tako da je kompleksna osebnost, je res, je izjemno zanimivo se z njim ukvarjati. Si bil prekinjen, prosim, Ne, se tukaj ga, ampak je tako, besedo samomor. Kot vsaka stvar je resna. Tudi tista mizerija, ki je, on je bil dejansko na ulici. To pomeni, vse tiste hude trenutke so tako, zaviti malo v celofan, več v sprednje, da ga ne bi pomilovali. Tega se ni želel. Potem piše, kako se je namest v morje, da se je vrgel pa v ocean poezije. Skratka, ima beseda, pisanje ga takrat zelo, mu pravo obsedenost pomeni. Skratka, najprej začne v francoščini, potem se loti tega prevajalskega projekta in vzporedno piše pesmi. Skratka, to je, ko gledamo Pilona po drugi svetovni vojni, oziroma po tej vrnitvi, pač nazaj v Francijo, je v bistvu tisto, s čime se on najbolj intenzivno ukvarja, pisanje. Tudi najprej poezija in prevajanje, potem ta proza na robu, ki je pač knjiga in potem spet na koncu izda to orakel. Ne izdal. To je zdaj Jean Vaudin. In tudi Jean Vaudin naredil zbor. Tako, ja. Torej, Pilon je prevajal in je objavljal tiste prevode v reviji Diop, mednarodni reviji, ki jo je Vaudin izdajal. In pravzaprav je bila zadnja številka 20, da so tisti plakati s poezijo, ampak potem je Jean Vaudin, ki je bil Vladimir Kavčič, Tolminc, tudi Slovenc, ki je šel kot otrok, starši, je on sam na lastno pobudo naredi tisto miniaturo, ki je tako prisrčna, in jo prinese prijatelju že praktično na smrtno posteljo. Torej, v zadnjih mesecih življenja prinese tisto miniaturo. To so zelo lepo, to so rdeče nageljne za Pariz, slovenski simbol. Pilon, če je kaj znal, je znal imeti dobre prijatelje, celo življenje. In znal je biti dober prijatelj svojim prijateljem. In je, tako da je z tega vidika posebnež. Je pa zanimivost iz te knjige, torej ta knjiga je nastala pri Slovenski matici zato, ker dr. Karel Dovida, ki je bil član upravnega odbora matice, je to predlagal.
In to predlagal ne, da bi Pilonu prej povedal. On je vedel, da Pilon piše drobce, je tudi objavil, najprej o Marju Bogoju in tako naprej. Potem mu reče, ne, glej, na Matici so sprejeli projekt, to pomeni zdaj pa naredi. In je dejansko začel Pilona, pa veste, kako je to pisal? Pisal fragmentarno. Pisal en košček, recimo otroštvo, mladost, potem je skočil do drugega, do Pariza in napiše še en košček. V Pilonovi galeriji so shranjeni te tipkopisi, so posebej. Na koncu jih je sestavil. Ko jih je sestavil, je naredil tudi napako. V tej knjigi v študijskih letih piše, da je bil najprej v Pragi, potem na Dunaju in potem v Firencah. Napačno. Bil je v Pragi, potem v Firencah in potem na Dunaju. To pomeni, ko je sestavljal te stvari, mu je ušla ena. Ko sem pripravljala drugo popolnjeno izdajo v mladinski knjigi, sem to popravila in sem tudi izkoristila to, da je Dominik Pilon našel v zapuščini Pavle Lutmanove, torej nečakinje v Trstu. Ona je bila že pokojna, našel eno mapo s Pilonovimi tipkopisi noter. In noter so bili drobci, ki jih je izpustil, in sta bila dva daljša teksta. Eden posvečen Mušiču, drugi posvečen Doretu Ogrisku. Zakaj tega ni objavil? Največ zaradi Mušiča je bil še živ, odnosi niso bili ne vem kako prijazni, ga je izločil. Dore Ogrizek, to je nočna mora njegova, ne? Torej sta brodolom pri Nikotlesu, torej po profesorju Pretnarju blagovna znamka za antinikotinsko sredstvo, ki bi ga ubrizgali v cigareto. Zelo resen človek, kot vidite, tam je izgubil svoj kapital. Tako da tiste dva daljša teksta sta v tej dopolnjeni izdaji in popravljeno tiste redosled, ne, in dodano še ene drobce. Pravim, škoda za Mušiča, ker tam je najbolj pronicljiva ocena Mušičevih koničkov. Fantastičen tekst, ne? Ki je bil potem doživo, bil je večkrat objavljen in preveden in tako naprej. Tako da zanimivo pa je, da dr. Dobida žal ni doživel izida te knjige, je umrl na nesreči malo prej. Tako da pri dr. Dobidi je možno reči, da je bila Pilonova dobra vila. Vedno. Od leta 19, ko sta se srečala, vedno mu je pomagal. Mu je naročil ilustracije do Dea, vedno je skrbel, tudi kot upravnik Moderne in Narodne galerije, je poskrbel za njegovo razstavo leta 1954, ne? Za retrospektivo leta 1966. Ne? To bo tudi po smrti. Ne? Tako, ampak dr. Karel Dobide v tej hiši bi moralo biti pomemben podatek, da je on predlagal Pilona. Ne da bi Pilon vedel, pa se je zelo hitro prilagodil. Brez skrbi. Brez skrbi. Potem še dosegel to, da je sam ilustriral, kaj za takratne čase ni bilo pravilo. Ne? Tako da je ta knjiga res je to knjigo, to, kar je pisal tudi v francoščini. Je tipkopis v Pilonu. In ni povsem enako. Torej, ni prevod. So ene stvari so malce drugače. Tako je pisal je najprej v francoščini, pa potem prevod. Ne, on je pisal to v slovenščini. Jaz sumim, da svojo ženo je skupaj sta mogoče, ker žena je imela vlogo pri francoščini, pri njemu. Pri prevajanju, recimo, ne? Pa celo žena ga je peljala tudi do drugih
do drugih pesnikov, od Lecointreja ali do drugih. Torej, žena je sodelovala pri tem. Se zaključuje z ženino smrtjo. Ja. Je pa zanimivo, torej ob smrti je bila štipendistka v Parizu Tinca Stegovec, ki je prijateljevala z gospo Anne-Marie, in je bil Andrej Jenc. In Andrej Jenc je potem pisal, da naslednji dan, on je bil na pogrebu, pri pogrebni maši v cerkvi, in da naslednji dan sreča Pilona v kavarni, tam vedom, in Pilon v pričo njega in drugih pove, zdaj se zaključil s Parizo, zdaj se vračam domov. Tisto vračanje je trajalo potem 6 let. Ampak to je tudi Pilon. Ampak pomeni, da tudi za Anne-Marie se je zaključilo to pariško obdobje. Potem, kaj mu je ostalo, vrnite domov, ker je bil zelo lepo sprejet. Irena, koliko pa je pesmi ohranjenih v galeriji? Nekaj je precej ohranjeno. Je ohranjeno vse, kar je on imel pri sebi. To pomeni tipkopisi so, recimo prevod sonetnega venca Prešerna. Je tam, je v tipkopisu. Samo to so papirčki, veste, Kdo je to dal? To je dal Dominik. Dominik je podaril Ajdovščini vse, kar je oče imel doma. To pomeni tudi osebni predmeti, tudi likalnik, ravno kar kupljen. To pomeni vse, kar je bilo v tistem stanovanju, vse, kar je Pilon prinesel iz Pariza in je bilo pri njemu, to je šlo v tej donaciji. Pilonova galerija je nastala 2 leti pozneje in tam se vse to hrani. Samo ti tipkopisi pesmi, to so papirčki, to so včasih indigo kopije, včasih so pa popravljeni, so kupljeni, ki bi popravljeni in tako naprej. Nihče ni pregledal celote. Takrat sem večino, to pač izbor naredil. Takrat nihče pregledal celote. Ker zdaj je šla ena knjiga pri Beletrini, ko oblasti sploh ni, kjer Peter Božič piše. Točno to. Ja, v delu pod listku se to pač piše, kjer Peter Božič piše, kako mu je enkrat izročil en šop pesmi. Se ni samo njega. To je lepo, da je Peter to napisal. Irena, malo počakaj. Stvar je malo dramatična. On je to v družbi se je zgodilo. Jaz bi mogoče to prebrala, ker se mi zdi zanimivo. Jaz si se videla, da je Felton pa ne. Ko je bil vrt Rija do kraja poln in samo najna miza, to se pravi, ki ste sedela, s strmišem prazna, sem pod velbaskim vhodom zagledal ogromno Tarasovo glavo in pod njo Vena Pilona, ki je drgonclal zraven in ga bilo komaj videti. Vena Pilon je v tistih časih še kar pogosto hodil v Ljubljano iz Pariza in se pravzaprav pripravljal, da se bo za zmeraj vrnil v svojo rodno Ajdovščino. Pilona sem spoznal, ko je bil nekajkrat že tukaj in se je ustavljal v klubu književnikov na Wolfovi, kot se spodobi. Toda poznala sva se samo oddaleč in Pilon zanesljivo ni vedel, kdo sem. In kot se nikoli ne zgodi samo ena presenetljiva stvar, namreč to, da je Gregor postal pesnik, popevk in da se mu to zdi enako, kot da bi petošolkam dajal inštrukcije iz matematike, tako se je zgodilo, da ste se ustavila pred najno na pol prosto mizico in prosila, če lahko prisedete. In kmalu je postalo jasno, da Taras Gregorja pozna, za mene pa še ne ve, kam bi me dal. Pilon mu je pripovedoval eno od tistih dolgočasnih pariških zgodb, razvlečeno in nezanimivo, dokler se je Taras njim naveličal do kraja in se je očitno rešil pred njo tako, da je rekel Gregorju naravnost, mislim, da se ne motim, vi ste Gregor Strniša. No,
toliko, da grem naprej. Gregorja, tudi ta ugotovitev o skali, torej se pogovarjate in potem pravi, da ni spravila v nevoljo. Veno Pilon pa je ta pogovor izkoristil za to, da je potegnil iz žepa šop papirjev in jih dal Tarasu. Taras jih je preletel in mu jih hotel vrniti, tedaj pa je Pilon rekel, da bi ga zelo veselilo, ko bi to pogledala še Gregor in jaz. In Gregor je nekaj časa prebral in brez besede dal meni. Pri meni pa so pesmi tudi obtičale, ko je pogovor med Gregorjem in Tarasom postajal zmeraj bolj napet. No? In nazadnje mi je Veno Pilon rekel, da mu lahko naredim uslugo, ker se zjutraj vrača, to da je spuščam, ne samo ter važne. In malo pogledam po uredništvih, ki jih zanesljivo poznam, in vprašal, če bi kdo objavil njegove pesmi. Veliko, da mu je do njih, rad bi videl, da bi bile objavljene. Zakaj pa tega ne prosite koga drugega, sem se narahlo uprl. No, in potem tista zadnje so pa najbolj kruta, ne? Pilon je ker je res, tole je res zanimivo, ne, koliko je on torej dal, vem je rekel, Lojze, ti ne rečeš čisto nič, samo nič, brez strešice, ker je škoda, tako je rekel Rudolf Klesar, jaz pa sem nesrečno vtaknil tisti šop Pilona, ki sem ga sicer imel neskončno rad, v žep. 100 izgovorov sem našel, ker sem sklenil sam pri sebi, da bom pogumno opravil svojo zgodovinsko dolžnost in obvaroval Vena Pilona pred objavo te robe in pred zgodovinsko blaznostjo literarnih in drugih zgodovinarjev, ki bi utegnili prodajati ta nič od poezije kot kuriozum in hkrati vsem pametnim ljudem lepo kazati, da Veno Pilon ni imel nobenega obzorja, kar zadeva književnost. Njegovo literarno obzorje ni segalo čez Zgodnikove prigodnice. Zato je bilo treba Vena Pilona zaščititi pred blaznejši znanosti in sem ga. Ko so se odločili, da bodo ustanovili Pilonovo galerijo v Ajdovščini, sem poiskal ta šop papirja in ga zažgal, da od njega ni ostala niti najmanjša sled. Zgodovini je bilo zadoščeno, predvsem pa Venu Pilonu. Čez natanko 17 let sva bila s Hermanom Voglom za tovariša tedanjo družinsko revijo, ki jo je urejal pravkar preminuli Milan Šega, pri Pilonu in pripravljala za objavo pogovor z njim. Ko smo končali, me je Pilon kot strela z jasnega vprašal, v kateri publikaciji so bile objavljene njegove pesmi in dodal, vse so zanesljivo bile ali ne. In ker je bilo že iz pogovora jasno, kakšna nostalgija ga daje za Parizom, za njegovim ateljejem, za pokojno soprogo, sem se mu enostavno zlagal, da ima prav, da pa sem pozabil, kje vse jih je bilo nekaj, ki bi to storili takoj. In vesel je bil kot otrok. In ga ni več zanimalo, kje so išle njegove rimane ugotovitve, da je Pariz lep in njegova soproga ljuba. Toda vseeno me je stvar skrbela, dokler tudi Pilona med mnogimi imenitnimi ljudmi, ki so bili še iz prejšnjega veka, nismo to kopali. Ja, samo Peter tukaj naredi tudi en salto mortale, ne? Torej Pilonova galerija je bila ustanovljena šele po Pilonovi smrti. Ja. To pomeni, res pa je, da Pilon je dobesedno tako prozo kot poezijo skoraj vsiljeval vsakemu, da to bere. In recimo je Janez Menard. In Janez Menard se ga jaz srečala in sem se pogovarjala z njim. On je imel porazno mnenje o Pilonovi poeziji, popolnoma za nič. Je pa, ko je pa bral največ v Parizu Pilonovo poezijo, Pilon ga je naslikal v risbi in je risba objavljena, je eden najlepših portretov sploh. Je Janez Menard, ki se ukvarja s Pilonovo muzo. To pomeni, Pilon je mogoče bil naiven, da je to, ampak bilo je tudi kupenih drugih stvari. Pilon je zagovarjal te prevode v francoščino z mislijo, da bi Jean Bodin tiskal eno antologijo slovenske poezije v francoščini.
V istem času je Društvo pisateljev tukaj že bilo v zvezi z Markom Alinom in z založbo Seger v Parizu za izid antologije. Tako da projekt dveh prijateljev, nekako zastonj skoraj, napram društvenemu, ki največ je razpolagal z družbenim denarjem, zato jasno, kaj je padlo in kaj je bilo potem natisnjeno. Samo to se je že dogajalo, ko je bilo že bil zelo slabega zdravja. Tako da na koncu ni več v bistvu. Je pa dosegel to, kot recimo protivtež, da Društvo pisateljev je povabilo Žana Vodena v Slovenijo in financiralo njegovo spoznavanje domovine. Ker je odšel pri 3 letih, tako da je Žan Voden je bil lepo sprejet. Pisali so v naših razgledih zelo lepe recenzije njegove tipografije in tako naprej, ampak antologije nikoli ni bilo. In ker ni bilo antologije, je on naredil tisto miniaturo. Ja. No, zdaj pa bi jaz vaju oba vprašala, pa bom začela s Matjažem. Po vsem, kar je bilo, kot je pač bilo v zavesti, kot en velik slikar, po retrospektivnih razstavah, po neštetih katalogih in tako naprej, v študijah tvojih, raziskavah. In kakšen pomen ima danes ta knjiga tukaj? Ja, v tem eseju sem ga pravzaprav poskušal slediti enemu načinu, kako je on pravzaprav tudi samega sebe gledal, kjer on govori, ko piše o sebi, pravzaprav seveda on je en najpomembnejših slikarjev med ekspresionizmom, novo stvarnostjo, z delom fotografskega opusa, izjemno tudi ima pomen v umetnostni zgodovini, ampak on sam pravzaprav se ves čas počuti človek, ki ga ne avtorizira za to, da zdaj on piše sploh knjigo o sebi, njegovi dosežki, ampak ima pravzaprav na koncu za svojo glavno sporočilo eno svojo lastno podobo. To, kar pravzaprav ravno te brodolome, te neuspehe pravzaprav jemlje kot nekaj, kar ga je klesalo in ga pravzaprav v neko podobo človeka 20. stoletja, ki na nek način zelo izgubljen, ampak uspe to izgubljenost kot v eno sporočilo transformirati. Zato govori on o tem robu, kako se on v bistvu na robu in ta rob najprej napiše z malo, potem na koncu ga z veliko, skratka nek rob, ki je pogosto prišel na rob tudi eksistence, kot smo videli, na rob v percepciji, to, kako je on recimo cela par desetletij zadnjih svojega življenja sam posveča tem opisanju z velikim žarom, zlasti prevajanju hod za ljudmi. Šalamon ima tudi recimo pesem, kako on za njim iz torbe leti s prevodi, pa on si misli starček, luzar, skratka, prav da taka tragična v bistvu dvojnost, kako on iz vsega tega pravzaprav eno sporočilo obvladuje in zna to potem z enim takim posebnim humorjem. Tako da je mene, so pravzaprav ravno te konflikti, tudi te neuspehi, ta, kako bi rekel, nasprotja v njem. Tukaj je zelo zanimivo, recimo, kar piše Peter Božič ob njegovih pesmih. Razumem, zakaj to piše, ker velik del verzov izvirnih njegovih je takih prigodniških. Jaz sem tukaj v bistvu prebral ta najboljše pesmi, pa potem pesmi, ki so še predvsem bolj take prigodniške, čeprav nekaj jih je vključil tudi v narobu. Ampak recimo on tukaj piše, njegovo obzorje literarno, on je poznal, on je že, to je zelo zanimivo, on je imel izjemen pogled tudi v
literaturo je zelo dobro poznal, ne? Daleč od kakšne naivnosti, tako to popolnoma se moti, ne? Ne, se Božič se marsikje tudi ni verodostojno, ne? Ampak to hočem reči, to nasprotje, ta dvojnost, ne? Na en način lahko ta naiven vtis naredi, ampak nikakor ni bil, ne? On je imel, ne vem, tudi kar se tiče, on je, kot sem rekel, ne vem, Zdanevičem tam, že v času ruskega ujetništva in potem bivanja pač po osvoboditvi iz ujetništva v začetkih Sovjetske zveze, recimo on omenja tam Berene, Majakovskega, vse te stvari, tudi, ne vem, so ohranjene na pisma njegovega potem prijatelja Vladimirja Pfefferja, zelo zanimiva kartica, ki je tudi omenja neki Ahmatovo, tako že 1919. času, skratka on sledi, ves čas bere, ves čas tudi... Ja, pa te knjige obstojajo, te knjige so v zapuščini Danila Lokarja. Torej, ko je Pilon odšel v Pariz, je pustil pri Lokarju ne samo slike, potem sta se pričkala, koliko je plačal ali ne, ampak pustil je eno veliko kišto knjig. Te knjige so pri meni in najbrž bodo pokazane mogoče v Davličevi knjižnici, ker v teh knjigah natančno se vidi, on je tekoče bral nemško, tekoče bral rusko, angleške knjige so francoske knjige in so knjige še iz časa realke. To pomeni, ko je bil kot dijak in si je kupoval knjige. Potem, ko je šel na pot, recimo seveda po Evropi, je vedno kupoval knjige. Tako da Pilon je bil izredno načitan, da to ni bil noben naivnež. Ja, seveda. Vse to, za zaključek, je treba postaviti spomenik njegovemu očetu. Njegov oče je bil pek, komaj pismen, furlan, slovensko slabo govoril, kaj še ne, karkoli drugega, da je to svojega drugega otroka, res da je imel starejšega brata, ampak da je pristal na to, da je šel na realko v Gorico, potem pride svetovna vojna, ampak tudi ko se vrne, da je oče podpiral vsako neumnost, ki mu je hodilo po glavo, to pomeni, kam se da na Dunaj, Firence, pa te stvari, vedno je zaslonil doma. Brez očeta tega ne bi naredil. In je to zanimivo, zato ker je trdoživost, da je ta veselje do življenja, da neha govor, je bila na stara leta, je imel v Ajdovščini najboljšega sogovornika v Danilu Lokarju. Sta bila prijatelja, popolnoma različna po značaju, totalno na skrajni tega razpona. Enkrat je bila debata o tem, kaj je pomembneje, ali umetnost ali življenje. Lokar je odgovoril na to dilemo, da je umetnost. Bil je pa zdravnik. Pilon je odgovoril, da je življenje. Bil je umetnost. To pomeni, na koncu je življenje. In je dejansko, to se ti. Sporočilo njegovo, ne? Pravzaprav tem eseju sem poskušal iz tega vidika slediti njegovi podobi. Glede tega njegove izobrazbe, pa tudi senzibilnosti, recimo glede poezije, ne? Tukaj so pač te pesniki moderni, takrat slovenski, tako ga gledajo na ta način. Ne? On po drugi strani, on ravno nasprotno ima recimo najbrž edini človek svoje generacije na Slovenskem, ki je bil dovzeten sploh tudi za tedaj zelo moderne stvari v poeziji, recimo slovenski, recimo on prevaja, Tomaž Šalamon tukaj se spominja, njegov je potem žal, ko je zgrešil Pilona, ker za njim gre, ne? Recimo on prevaja tudi Tomaža Šalamona že v 60-ih letih, recimo, ne vem, Josip Vidmar iz iste generacije, on je govoril, ne, škoda je papirja za Šalamona, ne, skratka, večinoma so imeli čist drugo, ta generacija starejša, imela mnogo bolj konzervativen
sploh smisel za poezijo niso pravzaprav sploh priznavali. Pilon je pa tudi te nove stvari zelo sproščeno sprejemal, kar je pa seveda povezano ravno z njegovo veliko razgledanostjo s tem, kar je bral seveda v Parizu, poznal. Je v Parizu, ne? Ja, ampak mogoče tisto najbolj, to sem prej hotel omeniti, najbolj svojo, pravzaprav to jezikovno invencijo je pa najbolj sprostil, najbolj tudi do eno izkrivost ne pokazal v francoščini, v teh oraklih, ugankah o slikarjih, zlasti francoski verziji, ne, ki je tudi Vodenjo izdal in ki je spet en tak zelo unikaten projekt. Ne, oraklo je svoje vrste. Tako, ja. Je pa tudi pri oraklu je bilo tako, da vsako uganko najprej je napisal na roko, potem je tipkopis. Ne? Potem tisti tipkopis je šel poiskat na Montparnasu umetnika, za katerega, če je bil še živ, za katerega se nanaša in mu je vsilil tisto, da je to prebral. Ne? In ali se strinja ali ne. Tisti, ki so se strinjali, so se celo podpisali na teh kartačnih odtisih in zato ima Pilonova galerija nekaj takih zanimivih. Man Ray, na primer, Salvador Dali, se je tudi podpisal, napisal zraven brezplačno. Te stvari, to meni bil je res sam vulkan pač kreativnosti in oraklo je res lep primer tega. Vsekakor, jaz sem se 20 let, s tem 18 let službe v Pilonovi galeriji in sem se najbolj zabavala pri pretipkavanju Pilonovih pisem, korešpondenc, in pri brskanju po papirju. Ker je to dejansko živo, ne? To, kar je ostalo od Pilona. Tako da, mislim, da s tem sem jaz zaključila s Pilonom. Ne vem, razen če... Jaz imam občutek, da nisi, ampak dobro, ti se boš odločila. Jaz mislim, da smo res dobili eno posebno knjigo. Jaz sem tukaj nas Pilon ves čas spremlja slikami, pa sem mislila vaju kot poznavalca njegovega slikarstva poprositi, če ste tako ljubezniva, pa mi kakšno sliko kot umetnostna zgodovinarja, kot ljubitelja umetnosti, oboje mora biti umetnostni zgodovinar. Recimo kratko označite, da pridemo od besede k podobi, čeprav smo... Ta podoba, stara Lekrama na Hubla, je tista, ki je mene očarala prvič, ko sem jo videla leta 81 v Pilonovi galeriji. Tam sem razumela tudi to pokrajino, primorsko, po kateri seveda, ki sem jo poznala po starši. Tako da to je mene. Samo o slikarstvu so pisali imenitni kolegi, torej Milček, ne samo Miklavž, ampak Jure Mikuš, Tomaž Brej, Jelka Menaše, imenitne tekste, tako da jaz pri slikarstvu nisem ocenjevala Pilona, sem se bolj zanimala za drobnerije. Dobro. No, potem bomo pa Miklavža prosili, če lahko recimo to. To sem omenjal prej, na ključnih teh fotografij njegovih. O njej sem pred leti, pravzaprav na enem drugem mestu, v enem zborniku, en daljši esej pisal, zato me mogoče še posebej ljuba. To je tista fotografija, nad katero se je celo Paul Eluard navdušil, in ima to dvojnost med obrazom in masko, maska, za katero je še ena maska, pravzaprav tisto, kar se skriva pod masko, je maska, ampak spet z neko slikarsko intervencijo. Je zelo zanimivo, kako se potem ta fotografija, kjer on se ves čas ukvarja s tem problemom obraza in maske, obličja v portretu in potem v tej fotografiji ta zelo podobna maska je tudi na eni njegovi sliki, recimo iz leta 23. Te oči so zelo podobne očem teh njegovih portretov, so tam kot ta
živo pitje, čipkarica, recimo ima take oči, ne, tukaj je potem maska in še ta gumijasta, v bistvu je podobno tihožitje, ja, taka, ta slika je bila potem tudi je bila na neki razstavi 90-ih, je bila že tam mednarodna, v bistvu je znov upisan v te avantgarde vzhodne Evrope, ne, skratka, ja, tako v Berlinu, ja. Tako, ja. Spet je ena primer, to sta obe, ki sta, obe mislim sta tudi v stalni zbirki razstavljeni moderne galerije. Ravno tisti moment, kjer se približa tej nadrealistični senzibiliteti. To je zelo zanimivo, ne, ker pride v bistvu. Neprepričljivo. Ja, ampak no, v teh ne se, ne, ampak to je eksperiment, en trenutek je po to. srcu to Ja, mu je ok. bilo, kako bi Seveda. rekla, lovišče. Tako, ja, ker to je popolnoma drug On je svet. stvar. On je stvaren iz tega okolja in potem, ko Samo pride, to je to, da se sprosti, da eksperimentira. Ne? gre za kratko obdobje v čisto nasprotje. Ne? To je zanimivo, ne? In ga to zanima. Ne? Tukaj je pač, ampak je spet preko predmetnosti, preko materialnosti, ne? Pač tega boljšega trga in tako naprej. Ne? Ampak to je res spet par let, ko se on s fotografijo na tak bolj eksperimentalen način ukvarja. Ne? V bistvu v obdobju, ki ga v tej knjigi na robu označi pred tistim obdobjem, ko reče fotograf zares. Ne? V bistvu svoje druge del so še pa portreti. Tako, ja. Še igra. Ni samo za vsakdanji kruh. Tako, ja. Jaz bi zaključila samo z eno besedo, ker mislim, da je že dovolj, Ja. kaj so vsega. Meni je bilo res v veselje sodelovati z Miklavžem. Ker meni se zdi, da je bilo kar intenzivno, mailov gor, pa noč, pandemija vmes, Ja. torej se nisva čisto nič Ja, srečala. se to. Ker je detektivc, ne, tako kot tudi jaz, ne, tako da to sem res uživala. Tako da jaz poznam tega fanta od časa, ko je bil on enfant prodiž naše strok. Torej, tako mama in oče, stari starši, ima vse zapisano, tako da je res je bilo lepo sodelovati. Jaz sem imela res občutek, da nisem tako stara. Jaz sem posvetila. In še po vrhu sem mu hvaležna še za eno drugo stvar, zato ker je prevedel argentinsko pesnico Alejandro Pizarnik. To sem mu res hvaležna, ker je dobra pesnica. V Argentini reče Pizarnik, ja. Ja, jaz svoje argentinsko prodajam. Zvorno je to je iz judovskega v bistvu, Ja. ne, požarnik, tako da, Požarnik. ja, ne, iz tega pride, ne, tako da v bistvu je pisarnik, ampak v Argentini pa vsi rečejo pisarnik, ne. Pisarnik. Tako- Pisarnik. Ja, tako, ja, pisarnik, ja. Edini problem, da je v slovenskem prevodu dosledno se jo imenuje pesnik in ne pesnica. Kje? V prevodu. Res? Pesnik? Ne ti, ampak v tistih aparatih, v dokumentaciji. Res? Kje? V knjigi? V knjigi. Irina, To pa, Ne vem zakaj. poglej. A to je Benat. Ampak ime je ten problem. Pa človek ni bil zadovoljen. mogoče v prevodu v španskem, kaj je bil? Ne vem zakaj. V španskem ali v slovenskem tekstu? V slovenskem ne može. Mogoče. Mogoče je kakšen lapsus v prevodu. Lapsus. V tistih sprednjih tekstov pa nismo razletačen, zato ker, ja, v slovenskem to, ja. Najdem. Tako govori. Ja. Ja. No, tako, da se zavedamo njegove navzočnosti, pač mislila sem, da nam bo nekako No, sej, uspelo. to je pravilno, on sam, ko je dobil Prešernovo nagrado, je napisal, Prešernova nagrada je bila dodeljena za življenjsko delo, ne? Ampak on je tolmačil to za mladostno slikarsko delo. To je izjemna avtokritika. Ne? No, ker smo rekli, da bi bil pa to večer, ki je umetnosti posvečen. Ja. Jaz lepo prosim Miklavža, če bi lahko počastil Pilona z neko pesmijo. Jaz sem samo pač prinesel s sabo to Šalamonovo knjigo, kjer pač opisuje to srečanje, ne? V bistvu sem jo že parafraziral, sem o tem govoril.
Ima pač knjigo ravno o tem, bi rekel, spodletenem srečanju s Pilonom, ki je pa ravno v tej spodletenosti, ki je neko bolečino v njem zbuja pomisel nazaj, pravzaprav še intenzivnejše, selekt. Taka šalčka je okrogla, taka šalčka je pokončna. Tam ima ena gospa dolge lase, tam se ena gospa lepo manikira. Tu pravzaprav zadaj sem sedel s Pilonom. Ime hotela na Mür je izginilo. Drugič sva ne z njim srečala Nevenko, jaz sem ji rekel, da sem pogačnik. In še mi je šla kri čez ušesa, ko sem jo spet videl v Tuilerijah. Ležal sem na klopi, počival. V lužo sem stopil kot znak, da sem se zastrnil. Kot v Ciudadu, ko sem od zastrnjevanja padel. Nogo so mi zašili zgledno. V katoliških deželah ne vprašajo po zavarovanju. Samo od Holandcev sem dobil račun, ko mi je kost ranila sapnik. Požiral sem kredo v bolnici. Ribje kosti pa ni bilo več. Izginila je. Prevajal sem Amihaja. Mirno sem vse vzdržal, kljub bolečini. Potem sta se enkrat drugič sprehajala v Jordan. Zgrešil sem Pilona, ki je letal za mano in iz svoje mastne torbe vlekel prevode. Mislil sem, starček, loser, taki so mladi ljudje. Ja, znaš na pamet? Dobro. Če dovolite, bom še jaz počastila s čisto enim kratkim zapisom Pilona, ki nima s Pilonom zveze, ampak z besedo. Profesor Edvard Kovač je napisal en čudovit esej v Zvonu, ki se mi zdi, da bi ga morali vsi prebrati in mislim, da je lepo bo počastil ta dogodek. Že veliki Platon se je spraševal, ali nam, ne bom celega prebrala, ne se ali nam same stvari navdihujejo besede v sebi. Kako nam reči navdihujejo izraze, s katerimi želijo biti poimenovane. Ali pa se za besede, ki označujejo dogodke in pripetljaje, stvari in stanja, v katerih živimo, dogovorimo kar sami med seboj? Najbrž nas tiste ideje, ki prihajajo iz večnosti in ki jih zremo v svojih zamaknjenih, vodijo tudi v iskanju besed, ki naj opišejo naša doživetja. Toda prav govorica velikih pesnikov in mistikov nam razkriva, da ne Boga in tudi ne večnih idej ne moremo nikoli dokončno izraziti, saj so te razsežnosti že po svoji naravi neizrekljive. Lahko pa o njih spregovorimo z besedami, ki smo jih ustvarili v vsakdanjem življenju, s tistimi izrazi, v katerih slutimo, da so vsebine ali sledovi večnosti. Tako se rojeva visoka literatura, tako nastajajo mistični spisi in razume jih le tisti, ki ima podobna izkustva kot veliki pesniki in globoki mistiki. Svetopismo v hebrejščini pozna izraz dabar, ne vem, a pravilno naglašam, ki pomeni hkrati reč in besedo. Vidimo, da stvarnik izgovori besedo, dabar, in stvar obstaja. Seveda je človek še daleč od tega, da bi dabar izgovarjal kot stvarnik, toda ker je ustvarjen tako, da mu je podoben, je sposoben tudi izreči besedo ljubezni in ta beseda lahko postane prava, tudi dabar, ker ljubezen narekuje besedo obljube. Med dano obljubo in dejanskostjo ne sme biti razlike. Tisto, kar izrečemo kot obljubo, bo moralo biti, se izvršiti ali postati. Toda ta resničnost je etična zahteva in človek lahko le prosi, da bi jo zmogel uresničiti. Vsakdo potrebuje medosebni odnos, da bi zaslutil, se zavedal in izgovoril pravo besedo. Pravzaprav je ta beseda že v njem, mu je bolj intimna, kot je sam sebi intimen. Kajti tisti pogled nebeških oči ljubljenega bitja ga tako močno prebudi, da se v sebi zave svojih najglobljih plasti in izgovori besedo absolutne resnice, da nekoga ljubi,
da bi zanj ne samo umrl, ampak tudi živel. Človek išče in roma k besedi in potem odkrije, da je beseda po ljubljenem bitju že prišla k njemu, ne da bi to vedel. Ko sem jaz počutila, velika prosila našo drago urednico, glavno urednico, tajnico, Ignacijo Fridl, da še ona počasti ta večer. Hvala za besedo, ampak večer je bil tako poln, da bi jaz se samo zahvalila vsem, seveda današnjim gostom današnjega večera, ki so nam tako imenitno približali ne samo Vena Pilona, ampak seveda tudi tiste trenutke slovenske umetnosti, ko je ta bila v samem koraku ali morda v nekih trenutkih še pred Evropo. Da nam so približali človeka v vsej svoji živosti in če bi počastila zdaj s kakršnimi koli besedami, bi morda počastila tukaj vas z besedami avtorja, ki je pri Matici izdal 10 svojih knjig, besedami avtorja, ki je v svojem kurentu zapisal, govorili smo namreč tukaj o radosti do življenja, o polnosti življenja, ki šele ta energija, ki prinaša to ustvarjalno moč in umetnost, torej z avtorjem, ki je zapisal, da je tukaj vendarle se moramo zavedati v duhu Matice, da je tukaj raj pod Triglavom in da bodo tukaj živeli veseli ljudje. Hvala vsem, da ste danes na tem bili z nami.